Z ženo Jernejo se nam je pred 29 leti rodila hči Maša z diagnozo cerebralna paraliza, kar je pomenilo, da bo potrebovala nekoliko več fizične, kakor tudi psihične pozornosti. Življenje nam je narekovalo, da bova morala v življenju narediti stvari, ki jih običajnim družinam ni potrebno. Tako nam je leta 1995 uspelo ustanoviti društvo Sonček Posavje na lokaciji Valvazorjevo nabrežje v Krškem. Do leta 2011 je društvo delovalo na tej lokaciji, nato pa smo z zbranimi sredstvi, sponzorskimi sredstvi uspeli ustanoviti novo lokacijo v Leskovcu, kjer sedaj deluje društvo Zveza Sonček Posavje in društvo Zveza Sonček in društvo Sonček Posavje. Ker sem v Posavju pogrešal lokacijo, kjer bi osebe s posebnimi potrebami lahko izvajali svoje aktivnosti, sem leta 2018 kupil posestvo v Bušeči vasi, ki je za nami. Posestvo je bilo potrebno temeljite adaptacije. Posebno objekt, ki je za nami. Zato smo se prijavili na razpis Regionalne razvojne agencije Posavje, na katerem so prepoznali naš potencial in na tem razpisu smo bili uspešni. Tako, da smo v 2 letih adaptacije, izgradnje, investicije objekt temeljito prilagodili, da lahko osebe s posebnimi potrebami oziroma osebe na invalidskih vozičkih dostopajo v 2 nadstropjih do vseh prostorov in izvajajo svoje aktivnosti, kot so delavnice, druženja, bivanje in terapije, ki so za njih nujno potrebne. Dodelati je treba še kar nekaj aktivnosti gradbenih, med drugim zimsko-letni vrt za nami, ki bo v velikosti cirka 180 kvadratov, velik, ogromen, zasteklen prostor, v katerem se bodo lahko izvajale razne aktivnosti. Delavnice, druženja, dnevno bivanje, vendar za take zadeve bo treba še kar nekaj sredstev. Velika dodana vrednost so zunanje površine z travnikom za sprehode, z reko Krko za čolnarjenje, s termalno vodo, toplico za kopanje, za razgibavanje. Tako bo bazen, ki ga imamo za zgraditi, zelo dobrodošel. V projektu sodeluje 5 partnerjev. Vodilni partner je Marjan Dornik SP. Poleg njega sodelujemo tudi Ribogojstvo Goričar d.o.o., Ribiška družina Brežice, Zavod Sonček Slovenije in pa VDC Leskovec pri Krškem. Partnerji se med seboj srečujemo na različnih dogodkih. Tako smo nekako pripravili tudi na tem današnjem dogodku, ki se ravnokar odvija. Danes so bili tule na obisku varovanci iz VDC Leskovec. Imeli so najprej gong terapijo, v kateri so se dodobra sprostili in se nekako povezali sami s sabo in eden z drugim. Zvočna terapija sprošča napetosti v telesu. Mišice se sprostijo, ko jaz položim posodo na telo, vibracija sproži proces samozdravljenja, privede telo zopet nazaj v ravnovesje in v harmonijo. Uporabljam tudi glasbene vilice, kjer glasbene vilice uravnovešajo levo in desno možgansko polovico. In tako zopet pride človek, začuti bolj sebe, tako, na ta način. Kdor si je želel, je lahko tudi izvedel hipoterapijo, se pravi, šel je jahat konja v spremstvu trenerke.
Varovanci so pa tudi imeli možnost loviti ribe v reki Krki. Uspeha sicer ni bilo veliko, so se pa učili, ob tem veselili, nekako spoznavali tudi ta šport, ribolov kot športno aktivnost, ki se jo lahko tudi sami poslužijo. Največja pridobitev za vodilnega partnerja je bila ureditev hiše, ki je v 2 nadstropjih popolnoma prilagojena za življenje ljudi s posebnimi potrebami oziroma za ljudi, ki težje dostopajo do objektov. Obe nadstropji imate urejeni klančini, do katerih se lahko pride brez težav z invalidskim vozičkom. Tudi kopalnice so prilagojene osebam, ki potrebujejo prilagoditve. Tuš je brez kakršnih koli ovir dostopen. Stranišče, umivalnik, vse je pač prilagojeno. In kot vidite, je ogromno prostora za gibanje, da se lahko pride v vse kotičke. Postelje so prilagojene invalidom, ki potrebujejo malo več prostora, zato so te postelje širše kot običajne. In kot sem povedala že prej, vse je prilagojeno osebam, ki potrebujejo prilagoditve. Hiša je sicer lepo urejena, uporabna, vendar pa je morda največja vrednost te hiše, te parcele, da je zunaj veliko prostora. Tako je zunaj tudi urejen prostor, kjer se lahko biva na prostem celotno poletje oziroma ves čas, ko je vreme lepo. Za čas, ko je pač slabše vreme, so prostori urejeni tudi znotraj hiše. K hiši pa pripada tudi parcela, na kateri se bo v prihodnosti dogajalo še veliko stvari. Zaenkrat pa je to travnik, ki je pripravljen za sprehod, za igro in je tukaj tudi zajetje vode, ki je tudi prilagojeno za to, da se lahko ljudje pripeljejo do nje z vozičkom in se tudi okopajo ali pa samo opazujejo in uživajo v naravi. Projekt Od ribe do krožnika je namenjen osebam s posebnimi potrebami. Veliko so v tem projektu sodelovali varovanci VDC Leskovec pri Krškem, ki so dejansko tudi tej parceli najbližje in z tega stališča najlažje pridajo sem. Radi pa bi ponudili prostore oziroma so že bili tudi uporabljeni prostori tudi za poletne tabore invalidnih oseb oziroma vseh oseb s posebnimi potrebami. Tudi v prihodnje se bo prostor uporabljal za osebe, ki potrebujejo prilagoditve in kot sem povedala že prej, zato je tudi ves prostor prilagojen v te namene. Rdeča nit celotnega projekta je riba. In sicer riba iz večjih vidikov. Riba v zdravi prehrani nekako postaja bolj in bolj pomemben člen prehrambeni na naših krožnikih. Potem pa je tudi riba kot športni ribolov, ukvarjanje z neko dejavnostjo na prostem, ki koristi našemu zdravju. Vsekakor bi si želeli, da bi uporaba ribe bila večkrat na krožnikih vseh ljudi, ker je zdrava v večjih pogledih, sploh če jo pripravimo še potem na način, ki je tudi zdravju prijazen. Predvsem ribo priporočamo seveda v vseh pogledih kot zdravo, v zdravi prehrani. V vsakem primeru zato, ker je tudi lažje prebavljiva, zelo zdravilna, mislim zdrava, v kombinaciji z različnimi seveda prilogami. Predvsem kot solate ali tople priloge, kot so blitva s krompirjem ali zelenjava na različne načine. Seveda lahko ribo delamo poljubno. Lahko kot file, kot jo zdaj pripravljamo, ali kot celo ribo lahko tudi pečemo na žaru. Lahko jo delamo pomlinarsko, to je v koruzni moki, lahko jo tudi hrustljavo delamo kot fileje, ocvrte, jih damo v koruzno te hrustavčke, malo moke, jajca in koruzne te mešane kosmiče, zdrobimo in seveda ocvremo. No, te najbolj zdravi so seveda takili fileji,
pečeni na tak način, na žaru, lepo, čist naravno. Seveda poleg ponudimo še kakšno dobro oljčno olje, pa seveda kot prilogo dobro solato. In tudi na tak način, zdravju prijazen način, smo tudi ves čas tega projekta pripravljali na delavnicah ribe in tudi učili druge, kako se pripravijo ribe na zdrav način, na način, ki je pač najboljši za naše zdravje in ki najbolj pripomore k boljšemu počutju vseh, ki se poslužijo takšne jedi.